Poglejte, moja osnovna teza je, da nimamo upravka s sistemsko bančno krizo, ampak da gre za krizo državnega bančništva. Da nimamo problema s sistemsko banko, ampak imamo problem s sistemsko korupcijo v tej največji državni banki, to je Nova Ljubljanska banka, NKBM in A-banka pa ji ne zaostajata prav zelo. Skratka, geneza bančne krize je nekoliko drugačna kot v Združenih državah, Švici, Nemčiji, in odtod tudi razlog, da za relativno kasno pojavnost te krize, o čemer je dr. Arhar govoril. Namreč zaradi plitkosti slovenskega finančnega sistema in nerazvitosti bank dejansko slovensko bančništvo ni bilo prizadeto ob propadu Lehman Brothers, oziroma je bila ta prizadetost posredna preko otežene dostopnosti do virov financiranja na mednarodnih finančnih trgih. Ključen problem, ki ga sam vidim v slovenskem bančništvu, je pa nekoliko drugačen. Gre za pojavnost tako imenovanih političnih kreditov. Te politični krediti so se pa seveda pojavljali v državnih bankah, zlasti Novi Ljubljanski banki in NKBM. Kaj je politični kredit? Gre za prvič kredit, ki je načeloma neustrezno zavarovan in kjer pri njegovem odobravanju igra instrumentalno vlogo politika preko formalnih in neformalnih vzvodov izvajanja oblasti. In tretja značilnost teh političnih kreditov je ne samo, da so neustrezno zavarovani, ampak trdim, da je pri teh političnih kreditih pogosto bil v ozadju namen, da se te krediti niti ne poplačajo. To pomeni, da dobršen del teh do 6 milijard slabih kreditov je v izhodišču takšnih, ki pomenijo v bistvu ropanje državnih bank v sodelovanju z politiko. Namreč, državne banke so se v preteklosti uporabljale za neko samopostrežno bančni avtomat določenih interesnih skupin s pomočjo političnih elit, da se je izvedla lahko prvotna akumulacija kapitala, se pravi dokončali procesi lastniškega preoblikovanja. V zadnji fazi, to se pravi po letu 2008, je pa pri teh političnih kreditih zapazna pojavnost, da so se odobravali, ne da bi sploh bil v ozadju namen vračila. Se pravi, ne samo, da so se opuščali bančni standardi, uzance, ampak je bilo v ozadju izrazit kriminalni namen oškodovanja državne lastnine. Poglejte, v preteklosti smo v državne banke v zadnjih 20 letih investirali 2,2 milijardi evrov. In sam se leta 2012 sprašujem, kaj imamo od tega. Ugotovili smo, da državne banke poslujejo izrazito slabo, da že več let ne ustvarjajo dobička, še več ustvarjajo opazno izgubo. Vsake 2 leti v povprečju v zadnjem obdobju država dokapitalizira največjo državno banko z 300 milijoni evrov. Spomnite se letošnje dokapitalizacije v tem zagatnem javnofinančnem položaju, kako težko je Ministrstvo za finance napraskalo potrebnih 384 milijonov evrov. Skratka, ugotovilo se je, da ta proces neprestanih dokapitalizacij preprosto ni vzdržen. Da te dokapitalizacije seveda hipoma služijo za odpise in oblikovanje rezervacij in da ta model bančne sanacije per partes, se pravi, kjer se z uničevanjem kapitala sanira, preprosto ni vzdržen. Ni vzdržen zaradi javnofinančne situacije, v kateri se je znašla Slovenija. Seveda
bi upravam bank, pa tudi nadzornim svetom, ta način sanacije, tihe sanacije ustrezal. Se pravi, da bi zahtevali v Novi Ljubljanski banki še 500 milijonov evrov, v NKBM še 200 milijonov evrov novega kapitala, ki bi jim potihoma omogočal pravzaprav likvidacijo teh političnih kreditov. K sreči po svoje je Slovenija trenutno v tako zapleteni javnofinančni situaciji, da dokapitalizacije bank preprosto niso več mogoče, kar pomeni, da je rešitev z slabo banko, ako ravno ji sam v nekem smislu nasprotuje. Zakaj? Zaradi tega, ker trdim, da v Sloveniji nimamo sistemskega bančnega problema, ampak imamo problem z državnimi bankami in bi na načelni ravni seveda, vkolikor bi prevetrili uprave, vkolikor bi prevetrili nadzorne svete in zlasti, vkolikor bi poslali na TR3 skupino kriminalistov, ki bi morala vsako kreditno mapo določenega političnega kredita do dobra prevetriti, ugotoviti subjektivno odgovornost skrbnika kredita, ugotoviti, kakšna je odgovornost uprave in kakšna je odgovornost nadzornega sveta. In če želimo ozdraviti slovenski bančni sistem, sta po mojem potrebna ključne spremembe. Prvič je že omenjena sprememba v etični dimenziji delovanja uprav in nadzornih svetov. Preprosto se je potrebno soočiti z dejstvom, da je morala bančna, zlasti v državnih bankah, na psu, da je ta morala na psu, pa seveda pripomore tudi nedelovanje pravne države. Se pravi, to, da ne organi za odkrivanje kaznivih dejanj, to je policija, za pregon tožilstvo, na koncu dneva sodstvo, niso tega kriminala bančnega, ki je kriminal najhujših razsežnosti, do zdaj sankcioniran. In v tem kontekstu je pa potrebno seveda pozdraviti, kljub temu, kot rečeno, nimamo upravka s sistemskim problemom, ampak z problemom državnih bank, potrebno pozdraviti sprejetje zakona o slabi banki. Zakaj? Ker je eden izmed ključnih elementov ugotavljanja odgovornosti. In sam trdim, da brez ugotavljanja odgovornosti ne moremo pričakovati, prvič, da bo slovenska javnost sprejela ponovno dajanje javnofinančnih sredstev za bančno sanacijo. Poglejte, pogovarjamo se o 4 milijardah evrov. 4 milijarde evrov v tem trenutku predstavlja 10% slovenskega BDP-ja. Z drugimi besedami pomeni, da se lahko na koncu dneva zaradi izvedene bančne sanacije ob najslabšem scenariju slovenski javni dolg poveča iz trenutnih 52% na 62%. Se pravi, da zaradi bančne sanacije praktično že kršimo pakt o stabilnosti in rasti. Res je sicer, da sam dvomim, da bo zaradi tega narasla za 10 odstotnih točk, a vendarle bi bilo potrebno imeti pred očmi zmernost pri obremenitvi davkoplačevalcev. To bi moral biti eden izmed imperativov in ključno kot rečeno je pa ugotavljanje odgovornosti. Vkolikor mi ne bomo sodno sprocesirali primerov najhujšega gospodarskega kriminala pri odobravanju političnih kreditov. To pomeni ne samo sankcioniranje politične odgovornosti, ampak tu mislim na odškodninsko in kazensko odgovornost tako uprav, tako nadzornih svetov, skrbnikov posameznih kreditnih pogodb. Namreč sam sem v analizi zaznal, da se pogosto pozablja, da ravno srednji menedžerski kader igra
izjemno pomembno vlogo pri procesih odobravanja teh kreditov in trdim, da vkolikor bi zlasti v obdobju 2008-2012 analizirali, katera struktura v državi je najbolj obogatela, bi ugotovili, da je to srednji kader v državnih bankah. Nekateri med njimi so postali evrski milijonarji ravno zaradi tega, ker te strukture nadzora znotraj banke niso delovale in pošteno bi bilo, če bi ta proces sanacije izkoristili za to, da se ugotavlja subjektivna odgovornost, kot rečeno, tistih, ki so to katastrofalno stanje v bančništvu povzročili. Kajti, če ne bomo izvedli tega, se pravi, izpostavili primata odgovornosti, to pomeni, da se način poslovanja državnih bank ne bo spremenil in sam se bojim, da se nam lahko zgodi, da vkolikor se ne bomo potem tudi znebili državne lastnine v državnih bankah, da se bo ta praksa podeljevanja političnih kreditov nadaljevala. In temu bi se morali pa za vsako ceno izogniti in v bistvu zagotoviti slovenskim davkoplačevalcem, da je to zadnjič, da dajemo javna sredstva za banke in da, vkolikor politika prevzema odgovornost, da se bo javni dolg zaradi tega pomembno povečal, da sankcionira odgovorne. Samo ob tem se mi zdi, je možno zagotoviti politično vzdržnost, da ne bo prišlo do tega, da bo ta gospodarska kriza, katera je eden izmed pojavnih oblik je bančna kriza, ne bo eskalirala prvič v politično in drugič v varnostno krizo. Kajti nezadovoljstvo ljudi nad neprestanimi dokapitalizacijami državnih bank je neverjetno. Ljudje imajo preprosto dovolj tega, da se davkoplačevalski denar meče skozi okno. Zakaj? Zato, da se potem gradijo faraonski projekti, kot je Ljubljanski stadion, ki nimajo osnove finančne. Recimo, kredit je bil odobren v času največje gospodarske krize, ko je bila pojavnost kreditnega krča v Novi Ljubljanski banki akutna, je šla v velikodušnosti odobravati politični kredit, sindicirano posojilo 115 milijonov, za katerega se je vedelo, vsi v državi smo vedeli, da ne bo vrnjeno in kaj se je po 3 letih zgodilo, dejansko stečaj tega kreditojemalca in nasedla naložba. Skratka, če povzamem to svojo izvajanje, se bom od svojih predgovornikov razlikoval v tem, da mislim, da, kot rečeno, gre za, v slovenskem primeru, za krizo sui generis. Da gre za krizo političnih kreditov. Seveda ne bom omalovaževal zunanjih dejavnikov. Res je, da so šla podjetja v stečaj, vendar ta kriza, trdim, ne bi bila tako akutna, če bi imeli normalno bančno strukturo, o čemer je bilo že govora, če bi imeli pozasebljen bančni sistem, kjer ne bi bila tako visoka koncentracija in prevladujoč delež državne lastnine, da pa, kot rečeno, je odgovornost na današnji vladajoči politiki izjemna, da sankcionira ta gospodarski kriminal in da doseže spremembo bančnih praks. Preprosto je potrebno presekati s to prakso političnega kreditiranja. Državne banke ne morejo več biti samo postrežna trgovina za interesne skupine, kjer jim asistira politika. Kako to doseči? Ali utopično računati na neko spremembo
etike in vzpostavitve delovanja pravne države, sam nisem utopist, v to dvomim. Zdi se mi, da je vendarle krajša pot v pozasebljanje državnih bank in to, da dobimo lastnike, ki so odgovorni, kajti slovenska država v zadnjih 20 letih ni bila odgovoren lastnik v državnih bankah.